Te je ustrašila, kaj ne? Tudi mene je bilo strah, ko sem jo prvič srečala. Res je, ni se pojavila tako nenadoma, a kljub temu sem se ustrašila. Se spomniš tistega občutka, ko ne moreš vstati iz postelje in ko najmanjša kretnja zahteva ogromen napor? No, čez čas sem vsako jutro preživela z njo. Potem je postopoma začela prevzemati moje življenje v svoje roke. Ves čas je bila ob meni in bolj, ko sem jo ignorirala, bolj nadležna je bila. Nisem želela prestrašiti svojih bližnjih in skušala sem jo skriti pred njimi, da bi mislili, da je le nekaj, kar bo minilo. Poskušala sem jo tudi obvladovati, jo držati na varni razdalji. Včasih mi je uspelo, čeprav sem čutila, da me opazuje, pripravljena na maščevanje. Včasih sem se je lahko znebila in dejansko uživala vsem, kar sem počela. Toda vsakič se je vrnila. Tako sem kmalu pričela opuščati stvari, ki sem jih prej opravljala brez težav. Povsod me je začela spremljati. Ves čas je bila z mano, kot senca, ki se je ne moreš znebiti, niti po noči. Še najkrajša, najbolj običajna pot je postala prava proga z ovirami. Kot razvajen, nepremišljen otrok se je igrala z mojim življenjem. Bila sem lutka v njenih rokah. Poskušala sem jo ignorirati, a mi je jemala vse več energije, med mene in svet pa postavljala ovire, ki jih nisem mogla premagati. Mislila sem, da jo kar dobro skrivam in da se lahko zabavam s prijatelji. Toda v resnici so drugi le skrivali svoje reakcije, da bi me zaščitili. In to me je potiskalo dlje in dlje stran. Dokler se ni nekega dne vse spremenilo. Sprva nisem razumela. Vedela sem, da me ljudje, ki jih imam rada, skušajo podpirati in mi stati ob strani. Čutila sem tako njihov strah kot ljubečo skrb, s katero so me poskušali zaščititi. S svojim obnašanjem so mi povedali, kaj moram storiti, in s tistim trenutkom se je vse spremenilo. Vem, da nikoli več ne bom takšna, kot sem bila prej. A zdaj vsaj vem, da lahko z zaupanjem gledam v prihodnost. Sedaj pridejo obdobja, ko je ni, in druga, ko se spet vrne. Toda dokler jo sprejemam v svojem življenju, mi daje prostor, ki ga potrebujem za življenje. Ne, da bi se ob tem odrekla svojim sanjam.